Stična mladih začne! Hvala, Stična. Čestitke vsem. Srečno. Pozdravljen med nami, okoli sebe se ozri. Hvala, Stična. Preden povabim Klaro potem k meni na oder, da ji izročim zahvalo predsednika Republike, mi prosim dovolite nekaj priložnostnih besed. Draga Klara, vsi, ki ste organizirali z vami ta čudovit dan, 40. izdajo Stične mladih, visoki gostje, gospe in gospodje. Najprej bi se rad zahvalil, ker sem z vami že petič, odkar sem predsednik Republike, in vsakič je bilo zelo doživeto, celo lansko leto, ko smo mogli to prireditev, tako kot druge, opraviti v zelo, zelo omejenih razmerah. Vedno me je ta prireditev navdihovala in tudi danes nič drugače. Tukaj pred seboj vidim našo prihodnost in to me navdaja z enim velikim optimizmom in upanjem. Sicer ne vidim vaših nasmehov, ampak jih čutim. Vidim vaše sijoče oči in vidim, da skupaj gledamo v prihodnost. Vam pripada ta prihodnost. Vi tudi zanjo prevzemate na nek način odgovornost. In v tem smislu bi rad rekel, da ko je bila tukaj prvič organizirana Stična mladih, sem jaz končal gimnazijo. To je bilo leta 1981. Gimnazija se je bližala koncu. Na Poljskem so se že rojevale velike družbene spremembe. Samo slutili, komaj da slutili smo lahko, kakšne bodo v 80-ih zajele celo Evropo in potem seveda preobrazile to Evropo do te mere, da danes imamo našo državo, samostojno Slovenijo, da imamo drugačno, demokratično, skupno, zedinjeno Evropsko unijo, da imamo naš skupen Evropski dom, da imamo drugačen svet. Ampak ta, tako kot takrat, ni brez problemov. In v tem smislu, preden dam to zahvalo Klari, bi vam rad kot tudi vaš predsednik rekel naslednje. In vas prosim, če me za trenutek dobro poslušate. Vam, mladi ljudje, bo pripadlo naslednjih 40 let. Vi boste ustvarjali to prihodnost. In nihče od nas ne more natančno vedeti, kakšna bo. Ampak od ene stvari je zelo pomembno, kako se bo vse skupaj odvijalo. Od tega, ali se boste poslušali in se boste slišali. Ali boste strpni ali ne. Ali se boste spoštovali ali ne. Jaz vas prosim, vas vabim, gledam mojo izkušnjo in tistih, ki smo tukaj malce starejši, a mladi po srcu. Prosim, poslušajte se, zlasti zato, ker imamo med seboj različna stališča. Prosim, upoštevajmo se, ker moramo v dialogu priti do nekih skupnih stališč. Prosim, bodimo strpni. Ljudje smo različni, a moramo živeti skupaj. To je temelj sožitja. Karkoli se bo že dogajalo v naslednjih letih in desetletjih, prosim, zapomnite si, v dialogu, kjer ima vsak pravico spoštljivo povedati svoje mnenje, kjer mora spoštljivo poslušati mnenje drugega in kjer se moramo potruditi ta mnenja usklajevati, lahko še tako pomembne spremembe obrnemo nam v prid in tako, da ohranimo mir in blaginjo. Mladi ljudje, vam pripada ta prihodnost, prosim vas, da si jo oblikujete po svojih željah,
a vedno v duhu strpnosti in sožitja. Zdaj pa vabim Klaro, da se mi pridruži na odru in da ji vročim zahvalo. En aplavz za Klaro, ki se je skupaj z drugimi tako potrudila. Naročila je dobro vreme za 1000 oseb. Letos sem, kot rečeno, 5. tukaj, toda prvič, tudi kot častni pokrovitelj, skupaj z nuncijem in za škofovsko konferenco. To mi je veliko čast. Spoštovane gospe in gospodje, Klari bom uročil zahvalo predsednika republike, ki ob 40. obletnici prejme Stična mladih, tradicionalno srečanje katoliške mladine Slovenije, za dolgoletno dragoceno poslanstvo, ki med mladimi širi in spodbuja vrednote prostovoljstva, sodelovanja, človečnosti in solidarnosti v dobro skupnosti. Čestitke vsem. Srečno! Ja, Stična mladih že od leta 1981 spremlja mlade in utrjuje njihovo pot v hoji za Kristusom. Izredno ponosni smo, da smo lahko del zgodovine, ki se je pred 40 leti začela prav tukaj v Stični. Hvala vsem, ki ste v teh 40 letih pomagali mladim rasti v veri in jih spremljali na duhovnem področju njihovega življenja. Naj bo Stična mladih iskra, ki bo v vas prižgala ogenj in vas vzpodbudila, da boste ta ogenj širili še naprej. Hvala.